Če ne bilo generala Maistra, ki je leta 1918, 1. novembra na tistem sestanku rekel tisti znamenit stavek, ne priznavam teh točk, če ne bilo takrat Maistra, ki je bil po činu nižji od poveljnikov, in če ne bil tako drzen in če ne bil na pravem mestu v pravem času, dejansko Slovenija ne bila v tako velikem obsegu, kot je danes. Ne bi imeli dobršnega dela Štajerske, ne bi imeli Koroške in zato je naš rojak eden izmed večjih, če ne največji Slovenc vseh časov. Naša sveta dolžnost je, da branimo svojo domovino, premoženje in življenje naših dragih. To so besede našega kamniškega rojaka, generala Rudolfa Maistra. To je zaveza vseh nas, ki ljubimo našo domovino Slovenijo in zajema bistvo uresničitve večstoletnega hrepenenja našega naroda po samostojni Sloveniji. Kamnik je Maistrovo mesto in ne zgolj Maistrovo mesto, Maistrovo rojstno mesto. Živel in deloval je seveda tudi v drugih slovenskih krajih in jim dal trajen pečat, vendar pa bo Kamnik zavedno mesto, v katerem se je rodil. In v življenju vsakega človeka je rojstno mesto le eno. Naš veliki Slovenec je ostal s Kamnikom tesno povezan vse življenje. Celo ohranil je gorenjsko narečje. Leta 1924 je postal tudi kamniški častni občan. Naše mesto se mu je kot prvo slovensko mesto poklonilo tudi s celopostavnim spomenikom, zraven katerega stojimo danes. Vesel in ponosen sem, da je tudi danes Kamnik prav gotovo ena od gonilnih sil pri utrjevanju spomina na generala Maistra ter nadaljnjem raziskovanju njegovega življenja in delovanja. Vseslovenski projekt Maistrova virtualna pot, ki ga vodi Medobčinski muzej Kamnik z Maistrovo rojstno hišo in v katerem sodeluje tudi Vojaški muzej Slovenske vojske, je sodobna in celovita spletna predstavitev, ki širši javnosti prikazuje generala Maistra v vseh razsežnostih njegovega delovanja. Hkrati pa tudi povezuje slovenske kraje, v katerih je živel in delal. Dragi zbrani, spoštovani, prepričan sem, da nam spomin na generala Rudolfa Maistra, na njegovo domoljubje, na njegov državotvorni pogum tudi danes kaže pravo pot, ki jo je vredno slediti. Vem, da nam je navdih, ter da spomin nanj, na enega največjih sinov slovenskega naroda, nosimo v srcu. Slava njegovemu spominu. Jemal jih je dan in jemala jih noč. A vriskali vsi so veseli in znagli po prsih zelenjem rokah, Bog ve, kam od nas so odpeli. In nihče ni vprašal, skod fantje gredo, kdo v strahu za njimi zdaj plače, in nihče ni vprašal, če vrnejo kdaj pod ljube se strehe domače. In nihče ni vprašal, kdo križ zasedi tam zunaj v predalno gomilo, če fantom tam našim veselo srce bi v grenki samoti odbilo. Jemal jih je dan in jemala jih noč, pojoče vse v pisanem cvetju. Nazaj pa jih ni, od nikoder jih ni, ne tihih, ne v fantovskem petju.
Dobrodošli v Kamniku in dobrodošli na rojstni dan našega rojaka, kulturnika in generala Rudolfa Maistra Vojanova. Spoštovani gostje, spoštovani podpredsednik Vlade Republike Slovenije, minister za obrambo, magister Matej Tonin, spoštovana ministrica za izobraževanje, znanost in šport, doktorica Simona Kustec, spoštovani poslanec Državnega zbora, gospod Marjan Šarec, spoštovani župani sosednjih občin, spoštovana županja Solčave, spoštovana podžupana, gospod Bogdan Pogačar in Sandi Uršič, spoštovane nagrajenke in nagrajenci občine Kamnik ter častni občan, gospod Aleksandar Doplihar, spoštovane občinske svetnice in svetniki, spoštovani predstavniki nadzornega odbora občine Kamnik, spoštovani predsedniki in predstavniki javnih zavodov občine Kamnik, društev in organizacij, spoštovane Kamničanke, spoštovani Kamničani, spoštovani vsi ostali navzoči, lepo pozdravljeni in dobrodošli v Kamniku, Maistrovem mestu. V mesecu marcu v občini Kamnik z različnimi dogodki, prireditvami, odprti in praznovanji obeležujemo naš občinski praznik, katerega obhajamo na obletnico rojstva našega rojaka, generala, pesnika, stratega in rodoljuba Rudolfa Maistra, ki je bil v Kamniku na Šutni rojen 29. marca 1874. Ne priznavam teh točk, Maribor razglašam za posest države Slovencev, Hrvatov in Srbov in prevzemam v imenu svoje vlade vojaško poveljstvo nad mestom in vso spodnjo Štajersko. To so znamenite besede takrat še majorja Rudolfa Maistra zjutraj 1. novembra 1918 v Melski vojašnici v Mariboru. Na tistem usodnem sestanku je Maister po činu nižji od poveljnikov izkoristil izjemen trenutek v zgodovini in v nadaljevanju svojo vojsko v letih 1918 in 19 preprečil, da bi Maribor in Štajersko Podravje priključili k Avstriji. Maister je izrabil tisti edinstven trenutek, bil je pravi človek na pravem mestu in ob pravem času. Svojim delovanjem, ljubeznijo do domovine, naroda, slovenske besede in kulture nam je general Maister zapustil neizbrisen pečat in ohranil ozemlje naše domovine. Njegovo domoljubje nas uči, kako pomembno je, da smo kot narod enotni in ponosni. Ponosni na svojo domovino, jezik in kulturo. Kultura je eden pomembnejših vidikov naše identitete in tudi Kamnik se ponaša s številnimi kulturniki, ki dajejo naši občini poseben pečat. In tekom nocojšnje slovesnosti bomo lahko prisluhnili našim kulturnim ustvarjalcem, ponosnim Kamničanom. Iskreno me veseli, da se po letih premora, 2 letih premora, lahko ponovno srečamo v takem številu in obeležimo praznik občine na način, kot smo ga bili vajeni v preteklosti. Počaščen, da lahko nocoj v svojem imenu in v imenu občine Kamnik namenim nekaj besed na odru celostno prenovljenega Doma kulture Kamnik. Naloga občine Kamnik je, da skrbi za razvoj in napredek naše lokalne skupnosti, da bodo občanke in občani v njej lažje in bolje živeli, da bomo gradili skupnost, kjer bosta doma solidarnost, pomoč sočloveku in veselje do življenja. Ogromno imamo še za postoriti, pa vendar je prav, da se ob občinskem prazniku spomnimo na dosežke in rezultate opravljenega dela. Kar nekaj smo dosegli skupaj. Z veseljem ugotavljam, da smo v občini Kamnik kljub z epidemijo zaznamovanem preteklem obdobju prehodili strmo pot navzgor na mnogih področjih. Uspešno smo namreč izvedli nemalo zadanih si investicij in projektov. V lanskem letu smo tako pričeli izgradnjo nove osnovne šole Frana Albrehta, ene najmodernejših osnovnih šol v Sloveniji. Tudi prenova infrastrukture ostaja ena od strateških nalog občine, kar smo dokazali z realizacijo velikega dela prenove na cestni infrastrukturi ter varnih šolskih potek. Dela pa se aktivno izvajajo tudi še naprej. Z odkupom nepremičnin je občina Kamnik vstopila v lastništvo strateških pomembnih območij. Kot prvo z nakupom infrastrukture na območju Smodnišnice, kjer smo kupili vso infrastrukturo in pa tudi južni del in s tem zagotovili, da bo to področje za vse večne čase javni prostor, ne pa zaprta cona. V zadnjem mesecu, 2, smo kupili tudi staro klavnico mesa Kamnik na Ozdarski cesti, kjer bomo območje celostno uredili in bo postalo neko novo zbirališče, prostor ob Kamniški Bistrici. Občina Kamnik vlaga tudi v infrastrukturo, ki je namenjena trajnostni mobilnosti. Gradimo kolesarski povezavi do Godiča in do Ljubljane. V Kamniku že 3. leto deluje avtomatiziran sistem izposoje kamkoles.
S projektom Prostofer pa smo se vključili v trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših. Skrbimo za posodobitev vodovodne in kanalizacijske infrastrukture. Naša vizija je, da kar največ odpadnih voda odvedemo v centralno čistilno napravo Domžale-Kamnik in tako bo v tej polovici leta tudi naselje Črna priključeno na centralni kanalizacijski sistem, namesto da bi naredili samostojno čistilno napravo. Vse sile usmerjamo v zavarovanje vodnega zajetja na Iverju. Dela na vrtinah, ki bodo zagotavljale vodo iz globokega vodonosnika in bodo alternativa v sušnem obdobju, so v polnem teku in naj povem, da smo že prišli do stabilnega vodnega vira na globini 150 metrov pod zemljo in da je voda odlične kvalitete. Tudi ureditev sistema odpadnih voda na Veliki planini je ena izmed prioritetnih nalog občine Kamnik. Ker se zavedamo, da v Kamniku na nekaj lokacijah primanjkuje parkirišč, občina pridobiva vso potrebno dokumentacijo za umestitev garažne hiše pri zdravstvenem domu in gimnaziji v prostor. Preučujemo možnost za javno-zasebno partnerstvo. Na področju športne infrastrukture nas čaka še vrsto investicij. Pred kratkim smo podpisali pogodbo o preureditvi nogometnega igrišča Virtus v nogometno igrišče z umetno travo. Z vsemi projekti želimo občanom in občankam omogočiti pogoje za razvoj tako rekreativnega kot tudi vrhunskega športa. Gradimo in preurejamo tudi športna igrišča, lani je bilo zgrajeno igrišče na Gozdu, letos ga obnavljamo na Vrhpoljah, prenovljena je bila atletska steza pri osnovni šoli Marije Vere. Ko bo zgrajena nova šola Frana Albrehta, bo na mestu med obema šolama nastala nova športno-rekreativna ploščad. Na področju športne infrastrukture nas čaka v prihodnjih letih še dve investicije. Zagotoviti moramo zadosti visoko športno dvorano in pokriti olimpijski bazen. Ustvarjamo boljše pogoje za razvoj podjetništva. S prenovljenim coworking prostorom Kickstarter nudimo stimulativne pogoje za nova mlada podjetja. S pripravo OPN-ja pa želimo v prostor umestiti kar se da čim več podjetniških in razvojnih turističnih idej. Delamo na tem, da bo OPN sprejet v roku enega leta. Pripravljamo strategije za razvoj kulture, mladinskega sektorja in turizma, ki je vedno bolj napredujoča gospodarska panoga v naši občini. Naj dodam še, da me veseli, da bomo letos ponovno lahko izvedli edinstvene kulturne dogodke, med katerimi velja izpostaviti 50. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine. Kamfest ter seveda vse ostale dogodke. Na vse omenjene dosežke smo lahko upravičeno ponosni. Iskreno sem hvaležen vsem, ki pomembno prispevate k razvoju občine, celotni občinski upravi občine Kamnik, občinskemu svetu in vsem drugim organom občine, ki tvorno sodelujete pri razvoju. Prepričan sem, da bomo v naši lokalni skupnosti tudi v prihodnje ohranjali kakovostno življenje, kjer bodo spodbujanje poslovnega okolja, turizma ter infrastrukture omogočali razvoj za vse prihodnje generacije. Veliko začrtanih ciljev je izpolnjenih, vendar je pred nami še ogromno izzivov, katerih se veselim in sem prepričan, da jih bomo skupaj s skupnimi močmi tako v občinskem svetu, kot tudi v občinski upravi z vizijo tudi uresničevali. Občina Kamnik sodi med večje slovenske občini. Veliki pa nismo le na področju naravnih danosti in izjemni kulturni dediščini. Občina Kamnik se ponaša tudi z velikimi občankami in občani, ki s svojim delovanjem bogatite našo skupnost. In prav vam, spoštovani nagrajenci, je namenjena današnja slovesnost. Spoštovane Kamničanke in Kamničani, iskrene čestitke ob občinskem prazniku in pa počastimo in praznujmo praznik občine Kamnik skupaj. Srečno Kamnik, Maistrovo mesto. Zelena dežela me prevzame, ko vozim po cesti do Ljubljane. Tu imam ljubezen, tukaj sem doma. Pogled na sabo tako me gane, da oko zarosi v hrib.
srcu, da sem tukaj doma. Le tega se kupiti ne da, ker sem jaz tukaj doma. Le tega se kupiti ne da, ker sem jaz tukaj doma. Tukaj doma. Tukaj doma. Generalmajster se ni predal. Vztrajal je na svoji poti. Na nas je, da o njegovih neustrašnih dejanjih govorimo in se iz njih česa naučimo. Na nas je, da gradimo zastavljena dejanja naprej. Gradimo z glasbo, s plesom in slovensko besedo kamniških ustvarjalcev, ki bogatijo naš kamniški kulturni prostor. Zakaj novi mladi fantje veseli, ne peni in briskaline? Saj trkica vstatke želja voden gre in katrica v 20 toliko. Zakaj pa bi mladi ti fantje veseli, ne peni in briskaline? Saj trkica vstatke želja voden gre in katrica v 20 toliko. Smeh delil. Zdaj moraš med topove. Daj! Udaril plat še zadnji krat. Čez našo vas tako močno, da bron ti poči v slovo in pojdeš mrtev smrt sejat. Zavedajmo se dragocenega darila, ki nam ga je dal general Rudolf Maister Vojanov, in bodimo ponosni na to, da smo Slovenci, da smo svoboden narod, ki govori svoj jezik, jezik, ki nas združuje vrednote razumevanja, spoštovanja in strpnosti. Srečno Kamnik, Maistrovo mesto. Slovenec sem,